You wanna fight? You're pretty good. But your style is no match for mine. Dame in gospodje, vlog. Leto 2018, predvsem pa zadnje obdobje, je tako ful turbulentno na področju pametnih telefonov. Ful je bilo predstavitev flagshipov, ampak ful je bilo tudi predstavitev enih budget telefonov. In danes bomo govorili predvsem o budget telefonu. Primarno o tem, kako bom jaz svoj flagship, torej svoj telefon, ki je vreden tam okoli 850 evrov, zamenil za telefon, ki je vreden 270 evrov in probo ugotoviti, kakšna je razlika v uporabniški izkušnji. Ali preživim lahko kot power user, ki uporablja eno kupico aplikacij, tudi s telefonom, ki stane samo 300 evrov. In to je ful pomembno vprašanje, ker namreč za telefon za 300 evrov se mi ni treba vezati na operaterja. Tega lahko v bistvu skeširam kadarkoli, tudi če ga kam namočam ali poničam. Tako da, to je basically it. Najprej gremo pogledat nekam, kjer sem ta telefon spoznal pred dobrimi 10 dnevi, na drugo stran Evrope, pa bom naredil pa še kratek review telefona, ki bo zdaj moj daily drive. Ampak, tako kot vedno, najprej moja čarobna špica. Giveaway na koncu tega videoposnetka omogoča Honor. Are you listening? You crazy mother. Lepo pozdravljeni. Skrb za varnost v letalu je glavna naloga kabinskega osebja, zato upoštevajte naslednja navodila. Dunaj, še en skok. Final destination, Praga. In zakaj se vprašaš v Prago? Zato, ker grem na mednarodni dogodek oziroma na predstavitev telefona, kjer ga bom povedal pol. Pojmo si najprej pogledati Prago. What am I becoming? I guess something's broken. I guess something's broken. I guess something's broken. Na tole ozadje pa znak, da napetost narašča in da je kontrola na visokem nivoju. Noben ne sme izvedeti, kaj se bo zgodilo. Hecam se. Torej ja, mogoče zdaj je čas, da razkrijem, zakaj sem v Pragi. Namreč sem na strogo varovanem dogodku Honorja. Honor namreč predstavlja nov telefon in sicer Honor 8X. Ja, kaj je tak budget phone, čisto zares. Tak, ki naj bi ga množice pograbile in izplunile, ali kako bi šlo v temu rekel. Slabo sem rekel, kaj čem reči. To je to, pojmo pogledati telefon. Mi smo se končno dokopali do telefona, telefoni so tukaj, jaz čakam v vrsti. Gre pa za v bistvu nek price performance telefon, ki bo ustrezal tistim, ki iščejo vse, kar imajo flagshipi, pa se nekako tega ne more privoščiti. Tako da Honor v bistvu na nek način obljublja, da prinaša v razred 279 evrov, namreč toliko bo stal ta telefon. Tisto, kar imajo flagshipi, torej full ekrana, relativno hudi performance, dober čip, 4 GB RAM, 128 GB spomina notranga, za tam okoli 300 evrov. Mislim, da je dober fon, več pa jutri zjutraj v njemu, zdaj pa najprej party, pa Praga, pa njeni čari, kako nas Praga lahko potegne, pa in nas predvsem lahko potegne pivo praško. Hashtag none here drinking, hashtag best friends, having a good time, drinking the wine, hashtag having a good time. Hello guys, cheers from the Czech Republic. We're drinking here with the TC Sim Company and the rest of the partners. So we're having a good time, we have a beer, we have Irish whiskey, so
Ma je lep ta telefon, ampak prsti se pa gor pozna, zato sem ga mogel brisati. In mogoče je zdaj čas, da se posvetimo njegovemu dizajnu. Zdaj, ko vidiš, telefon je full minimalističen. Mislim, sej drugače leta 2018 skoraj biti ne more. Spreden del, kar 91% te površine naj bi zasedel, ekran Honorja 8X. Kar pomeni, da ima full tanke robove, v bistvu prav nič brade, in čist nič čela. Tako da je zasnovan praktično od roba do roba. Tako, kot je letos modern tukaj tale noč. Jej! V katerem se skriva sprednja selfie kamera, pa še kakšen senzor, za katerega mi navadni smrtniki nimamo pojma, da obstaja. Na prvi pogled je zaradi rabe tega 2D stekla, temu tako pravim, in 15 slojev gradacije tega stekla, takem poseben način, ko vidiš, ok, telefon se svet, kakorkoli ga obrneš in zgleda top shit. Jaz mislim, da tega telefona ne bom skril v nekih majčkah, sračkah in podobnih rečeh, ker bi ga bilo čisto preveč škoda skrit, ker je tako sličen, res lep. Mislim, vidite to. Dej, ni mehen telefon Honor 8X, to se je treba zavedati. Ima 6,5 palčni zaslon, ki jo sicer uporablja LCD tehnologijo. To ni ne vem kaj. Slika, a je takšna, kot pri telefonih za 800 €? Tako vam bom povedal. Je pa ni, odvisno kako na zadevo gledaš. Mislim, da povprečen uporabnik ne bo videl bistvene razlike. Kar se tiče pa notranjosti, pa to, kar žene ta telefon, srca, bistva, jedra telefona, pa tukaj niso čist nič prepuščali na ključu. Noter je namreč Kirin 710, ki naj bi bil popolna kopija Kirina 960. To je tisti procesor, ki je Huawei P20 Pro. Edina razlika naj bi bila GPU enota, to je grafična kartica telefonov, ki naj bi bila tukaj malo slabša, ampak jaz mislim, da ne bo bistvene razlike. Notranjega spomina je za 64 GB ali pa 128 GB, ga lahko razširite do 400 GB, 4 GB klasičnega rama, SD kartice pa lahko delate družbo dve sinke, pazi, torej za 3 kartice noter placa, ne za 2. Baterija 3750 mAh, jaz mislim, da vas bo pripeljala čez dan, edina težava te baterije pa je to, da ni fast charging. Zdaj pa leta 2018 najbolj pomembna seveda fotografija pametnega telefona. To so namreč postali naši fotografski aparati, ki jih nosimo v žepih. In ker je telefon namenjen mladim, mora to biti tukaj top. Umetna inteligenca, ki dela družbo dober hardware, 20 milijonov pikslov senzor, 2 milijona piksla senzor namenjen globini, te dve v tandemu v podpori umetne inteligence ustvarjate ful dobre fotke. Takšne, da jih povprečen uporabnik ne bo mogel ločiti od fotografij najdražjih telefonov oziroma tistih vodilnih v tem segmentu. Ok, profesionalci bojo videli kako razliko, ampak povprečen uporabnik pa zelo dvomim. Tako da spredje še selfie kamera, 16 megapikslov, tudi dela dobre selfie, tukaj bom mička na štepu, valjda mora biti dobri, telefon je namenjen mladim, pa mladim po srcu, to je to. Valjda 279 €, zdaj pa pomislite, kje mora biti en trik. Recimo, ta telefon ni vodotesen, torej ni odporen na vodo, prah in podobno stvari po standardu IP, IP68, te stvari ste najbolj že slišali. Po moje še kup enih malenkosti, ki je uporabniku ali povprečnemu uporabniku skritih, pa bi mogoče nek profesionalc to čisto res opazil pa videl. Tako da, naprimer, najbolj moteč faktor, saj pri meni je to, da nima USB-C vhoda, ima pa vhod za pinč za slušalke, kar mi je cool. Tako da to je to. To je bil Honor X. Če ste kaj izvedeli v tem vlogu, če ste dobili kakšno koristno informacijo, če vam je ta telefon všeč, napišite spodaj kakšen komentar, šerite, lajkite, subscribite se na YouTubeu, pa se vidimo naslednji četrtek. Kako sodeluješ v giveaway? Najprej se moraš pofočkati z mano na Facebooku pa na YouTubeu, kjer mi moraš slediti. Pa spodaj pod to video vsebino zapišem tak pameten komentar. In sicer na temo, ali za telefone plačujemo čist preveč. Oziroma, ali bi bil ti pripravljen iz super telefona, naprimer flagshipa, prešaliti en tak budget phone. In komentar, ki bo imel največ všečkov in bo najbolj kreativen, bo osvojil nagrado Honor 7A. Pravilne nagradne igre so objavljene na povezavi spodaj v tekstu, žreben pa je 11.11.2018. See you, peace!